Vera vedno zmaga, kajti v zmago spremeni tudi poraz. Vendar pa ni nekaj čarobnega, ampak je oseben odnos z Bogom. Ni se je mogoče naučiti iz knjig, temveč je dar Boga, dar, za katerega moramo prositi. To je povzetek današnje homilije papeža Frančiška med jutranjo mašo v domu svete Marte. Odlomek iz prve Samuelove knjige opisuje, kako so Filistejci porazili Božje ljudstvo. Le to je poleg veliko mož izgubilo tudi dostojanstvo. Izrael je do tega poraza pripeljalo počasno oddaljevanje od Gospoda, je pojasnil papež. Ljudstvo je živelo posvetno, imelo je svoje malike, hodilo je sicer v svetišče v silu, a je to zanj postalo zgolj nekakšna kulturna navada, saj so izgubili sinovski odnos z Bogom. Boga niso častili in Gospod jih je pustil same. Da bi zmagalo, je izraelsko ljudstvo na to uporabilo celo skrinjo zaveze, kakor da bi bila nekaj čarobnega. V skrinji zaveze, je spomnil sveti oče, je bila postava, katere pa se to ljudstvo ni držalo in se je od nje oddaljilo. Ni imelo več osebnega odnosa z Gospodom. Na Boga, ki ga je rešil, je pozabilo. Zato je bilo poraženo. Skrinjo zaveze so zasegli Filistejci, Hilijeva sinova, pokvarjena duhovnika, ki sta v svetišču v silu izkoriščala ljudi, sta padla. Poraz je bil popoln. Takšen je konec ljudstva, ki se oddalji od Boga, je zatrdil papež Frančišek. To ljudstvo je imelo svetišče, a njegovo srce ni bilo z Bogom. Boga ni znalo častiti. Poraz je, če sicer verjameš v Boga, a je ta Bog meglen, oddaljen. Bog, ki ne vstopi v tvoje srce in katerega zapovedi ne spoštuješ.